Živjo! Jaz sem Urban Praprotnik, sem tekaški trener Intersport in v tem filmčku vam želim povedati 5 nasvetov, kako naj nekdo, ki brez posebnih težav hodi, ampak še ne teče, vzljubi tek. Torej, v 5 nasvetih od hoje do teka. Prvi nasvet, ne bojte se poskusiti teči. Preprosto vstanite. Ja, lahko kar zdaj, ko gledate ta filmček in skupaj stecimo na mesto. Poglejte, 10 sekund. Je lahko čisto dovolj, da preizkusimo, če je vse v redu. Je? Je vse v redu? Super! Če je vse v redu, potem ne vidim razloga, zakaj ne bi šli naprej. Drugi nasvet. Začnite z zelo kratkimi odseki teka. Mnogo načrtov treninga za začetnike začnejo z izmenjavo 1 minute teka in 1 minute hoje. Po mojih izkušnjah je za večino resničnih začetnikov to preveč. Tega, da je preveč, sicer ne čutijo takoj. Marsikdo dejansko lahko to naredi. Da je preveč, ugotovijo šele naslednji dan, ko se vnamejo mišice, ko pride do tako imenovanega muskelfibra. Čez 3 dni sicer to vnetje izveni, ampak ga z novim treningom, ki je enak ali celo nekoliko zahtevnejši, spet ustvarimo. Iz treninga v trening prihajamo torej v muskelfiber in smo vse bolj razboleni. Tako ima takšen začetnik že težave pri hoji po stopnicah, kaj šele, da bi užival v teku. Zato svetujem, da se začetnik ne trudi teči čim dlje, ampak čim krajše. Priporočam 10 do 15 sekundne odseke teka, ki se izmenjuje z 2 do 3 minutami hoje, razteznimi vajami in dodatnimi krepilnimi vajami. Na začetku tecimo torej le po ščepcih. Tretji nasvet. Ne želimo si hitro napredovati. Čudno, da si človek ne bi želel hitro napredovati. Boljši trening je takšen, pri katerem ravno čim več napredujemo. Ni res. Boljši trening je takšen, pri katerem napredujemo na način, da po nepotrebnem ne povečujemo možnosti poškodb. Zato začetnikom predlagam, da vsakodnevnim sprehodom le 2-krat na teden dodamo tudi tek. Prvi mesec naj bo odsek teka dolg ne več kot 30 sekund, drugi mesec ne več kot minuto in tretji mesec naj ne bo daljši od 2 minut. Četrti nasvet. Mislimo na tehniko teka. Ne tecimo torej na pamet, ampak pametno. Če prepustimo telesu, da kar sam izbere način teka, potem ta, zaradi mehke obutve in urejenih tekaških podlag, po katerih večinoma tečemo, izbere lenobnejši slog. Ne tecimo lenobno, tecimo živahno. Drža telesa naj bo približno 1 do 2 cm višja. To nam bo izboljšalo zelo koristno čvrstost telesa. Delajmo čim krajše korake. Ne trudimo si noge postavljati naprej. Nasprotno, stopajmo čim bolj pod seboj. In na tleh bodimo čim krajši čas. S kratkimi odseki takšnega teka bomo bistveno bolje krepili mišice, ki so pomembne pri elastičnem slogu teka. In končno 5. nasvet. Učimo se pozitivnega sloga razmišljanja. Vsak trening je trening za naše mišice, vezi, kosti, je pa tudi trening pozitivnega sloga razmišljanja. Na treningu se spodbujajmo z dobrimi besedami. Naprimer, odvadimo se deževnemu vremenu reči, da je slabo. Ni slabo, če se imamo mi dobro. Tecimo s hvaležnostjo, da lahko to počnemo. Ne tečemo torej, ker moramo, ampak ker si želimo. Tečemo zaradi številnih koristi, s katerimi nam redno naravno gibanje postreže. Vabim vas, da si pogledate naslednji filmček, kjer bo vas Jasmino predstavila 5 kratkih nasvetov glede hrane in pijače. Dober tek!